Jaz imam pa nov stol, oh my god. By the way, video ni sponzoriran, pač stol sem si kupila in je full cool and I like it. It sure can do this. In ni bil 399. Dajmo se malo zresniti. Današnji video ne bo toliko fun, kakor sem naredila intro. Danes bomo govorili o malo bolj resnih stvareh in imam dejansko spet napisan scenarij, ker sem mogla malo brainstormati glede te teme. Ne vem, študiram, da bi se šla po kozarec vode, ker bom verjetno ful veliko govorila. Ok, make yourselves comfortable. Ok, verjetno pač veste, zakaj se odločam, da bom snemala tale video. Tole moja odločitev je veliko vplival video do danes day in wow, jaz se znam ful v trenutku zresniti. Pač še vedno me kar naprej sprašujete o tem, kaj si jaz mislim o njemu videu in kaj si mislim glede na, pač na, v glavnem ja, na celoten njeno dramo in na te stvari, ampak ful dolgo nisem hotela namenjati pozornosti, zato ker to je pač njen cilj in jaz ful ne maram ugajati ljudem, ko jih ne mara. Pač se ni sam njen video kriv, da sploh delam tale video, pač celoten YouTube je, pač splet pa naši odnosi. Naj začnem kar pač pri začetku, pri YouTubu. Par mojemu smislu v bistvu, zakaj se jaz sploh ukvarjam z YouTubom. Zdaj, povedala sem že po moje milijonkrat, mislim, kak sem jaz začela in zakaj sem začela. Pač, da najhitro povem, jaz sem se začela s tem ukvarjati zaradi tega, ker mi je bilo ful všeč snemati in rada sem se snemala in pa sem pač najdela YouTube in sem pač uploadala nothing special. Nisem imela sploh pojma, da lahko karkoli naredim iz tega. Anyway, to sem že ful preveč naprej šla, pač preskakujem scenarij. I hate that. Zdaj, moj smisel YouTuba ni v tem, da imam jaz reklamo in da imam od tega ful zaslužek, zato ker ga realno nimam. Pač imam ga neki, ampak ni to definitivno ni dost, da bi pač lahko se iz meseca v mesec preživljala s tem. Surprise, surprise. Jaz sem se v glavnem začela ukvarjati s tem zaradi strasti, zato ker pač me je to, pač ustvarjanje videov me ful je veselilo in v bistvu začelo se je s skeči. Don't ask. Če vas to zanima, lahko greste gledati, it's terrible. Ko sem jaz začela, dejansko zaslužka z YouTubom še sploh ni bilo, pač sploh še si nismo niti predstavljali, da pač lahko tudi pri nas zasluži s tem, na kakršenkoli način, kolikor denarja, pač jaz sem mislila definitivno, da sploh ni denarja v tem. Vedela sem, da v tujini ja, ampak pri nas pa Ko pa sem ugotovila, da imamo mi opcijo zaslužka v Sloveniji, oh boy, did I fight that algorithm. Pač ja, ful dolgo sem se borila s številkami, z algoritmi in se trudila, da bi pač bilo nekaj rezultatov in delala vse, kar je možno, da bi bilo čim več. In nič ni bilo pač. Mislim, da je na leto sem delala brezvezne stvari, dejansko nobene rasti ni bilo na mojem kanalu in nisem več vedela, kaj narediti. In sem si rekla, če že ne služim s tem, naj vsaj uživam. In sem začela delati videe, ko so bili pač meni všeč. Nisem se več sekirala za to, kaj bo všeč gledalcem, kaj bo všeč vam, kaj bo všeč komorkoli. Jaz sem začela delati to, kar je bilo dejansko meni tisto, ta glavno, zakaj jaz rada sploh delam. Jaz nekako se poskušam še vedno držati tega, ker pač to je po moje v vseh pogledih življenja pomembno, pač da delaš to, kar te veseli. Mislim, da je to bil moj recept za uspeh na YouTubu. To, da delam pač to, kar je meni všeč in to, kar mene res izjemno veseli. In takoj, ko se je začela videti ta strast, da jaz res rada nekaj delam, so se pač tudi pojavili rezultati. Which is great. To je, mislim, da naša glavna prednost v Sloveniji, da v bistvu pri nas lahko delaš karkoli, če delaš nekaj s strastjo in delaš nekaj za to, delaš nekaj na dober način, da je pač zagledati, je, mislim, da uspeh zagotovljen, zato ker dejansko nimamo takega velikega YouTube sveta sploh, pač ene par YouTuberjev nas je, sploh proti tujini, ne, pač nas je res ful malo. In dejansko lahko začneš s kjerokoli temo in ja, tukaj mislim, da kmalu pridemo, pač, ko pridemo do tega, da pač se govori o prostem prostoru na YouTubu pri nas, pridemo tudi do tega, da lahko marsikera tema, marsikera tema sploh še ni odkrita. Pač naša draga Denise Day mi je ugotovila, da pri nas še ni tega, kar dela ona. Res, ful se zadržujem, da ne bi žalila, pač ful se vražim to. V glavnem, verjetno vsi veste, kdo je Damjan Murko, on je na podoben način, sam da pač nima YouTube kanala in da pač iz sebe ni naredil, ne vem, se je naredil nekaj iz sebe, mislim, no hate to the guy, ampak nima YouTuba. Tega pri nas še ni. In kaj je sploh njena tema?
Pač jaz bi jo najraje pač primerjala z ameriško youtuberko Trisha Paytas. Upam, pač tisti, ko jo poznate, pač če ste fani, ne me hejtate, jaz sem tudi njena fanica, pač res rada jo imam, ful mi je fajna. Ampak vseeno, ona je pač neka taka blond bimbo, whatever, in pač na podoben način je, samo da mogoče Denise je alkoholik, verzija Trisha Paytas. Trisha se pač sem s hrano nažira. Ja, to je bolj njen thing. Ampak dejansko skoraj isti videi so. Ja. In ja, ker je pač ona začela delati videe v slovenščini, valjda da je delovalo, ne, ker pač tega pri nas še ni bilo, wow. Sploh pri nas Slovencih, mislim, da vedno deluje to, da pač iz sebe delaš norca in se pač ti lahko drugi ljudje smejijo in to ful radi gledamo in da smo lahko pač nekomu favš, ker favšija je itak ta glavna tema Slovencev, po moje. Pa jaz sem tudi 100% Slovenka, so don't hate me, jaz sem tudi marsičemu favš. Sej Denise je dobila drugač hate, pa dobila je ful ogromno oboževalcev, pač sej njen kanal je rasel, pa ne vem, imela je majice, kaj se vem, kaj vse je lahko delala, pač res je ratalo spet, da je pač njen kanal bil vedno večji. Ampak pol s časoma je bila pa mimo. Pač to se vsakmu youtuberju zgodi, ko ni resen, ko ni resen. Ko ne dela tega iz pravih razlogov, ko ne dela tega, ne vem, kako naj to razložim. V glavnem, ona je pa kmalu mim. In načeloma je zdaj trenutno tudi Trisha ni več toliko na vrhu, kakor je bila, pač ni več toliko trending, ni več, kaj jaz vem. V glavnem, Denise je v glavnem točno ugotovila, da nekaj ne gre v redu in da rabi oči cele Slovenije spet na njej, spet rabi neki boom, nekaj da se dogaja. Nekaj, da spet dobi gledalce na njen kanal. In razlika med Trisho in med Denise je v tem, da Trisha dejansko ni nikoli nobenega nekaj ful javno hejtala, vse kolikor jaz vem. Okej, ja je imela drame, ampak ne na tak način, pač nikoli ni naredila videa, da bi hejtala random folk na YouTubu. In Denise je predvsem to uspelo glede zaradi tega, ker se je v YouTube v Sloveniji medtem toliko razrasel, ker smo dobili te fanatične oboževalce. Mislim, no offense, ful vas imam rada, ampak to, da me branite pod njenim videjem, njej nabijate številke, which is not great. In ona misli, da je to njej fajn za njen kanal in ja, there we go, ogledi, haha. 7 minut njenega 13 minut dolgega videa, oh man, kar pomeni, da tudi meni je letos ful veliko stvari ratalo in da, ja, hej. Ampak s tem njenim videjem pač ni glih toliko pičla mene pa drugih youtuberk, ampak je bolj pičla vas, to, kar je nameravala, da ste vi šli gledati njen video in jih dobili oglede nazaj. Ampak glavno vprašanje je, a si je s tem sploh kaj pomagala? I'd say no. S tem si ni dobila novih naročnikov, dobila si je v bistvu samo oglede, pa še to ne nekih kvalitetnih ogledov, zato ker pač kvalitetni ogledi so tisti, ko se vračajo, ko pridejo vsakič pogledat, ko pač bojo kupili tvoj merch, ko bojo komentirali dobre stvari, mislim. In glede zaradi tega je, ja, se pravi, ko je zaprla trgovino, je ni zaprla zaradi tega, ker pač ne bi imela dobrega produkta, ampak zato, ker je bil njen produkt mimo in ni imela več novih ljudi, ki bi jim lahko prodajala. Zdaj, s tem videjem si je pa itak, mogoče se je dobila veliko gledov, ampak ni dobila tistih ljudi, ko bi dejansko šli kupovati kaj njej, zato ker večina vas je bilo itak jeznih od pač naši fani, ste bili jezni na njo in valjda, da ne boste šli zdaj v njeno trgovino nekaj kupiti. I mean, why would you? Where does that make sense? A ja, ne točno, da nisi mogla zapreti to trgovino zaradi tega, ker je mogla plačevati davke in so ful previsoki, pa zaradi študentskih bonov, ne pozabimo tega, a ne? By the way, hotela sem še to pokomentirati. V tistem njenem videu, ko je povedala, da je pač mogla trgovino zapreti, whatever, je omenila tudi to, da firme nočejo več toliko plačati, da ji pač ne plačujejo več dovolj. In naj vam povem en secret zakaj. To je zato, ker jim nisi več dobra reklama. Firme se nočejo postavljati z negativnimi ljudmi, pač nočejo biti povezane z negativnimi ljudmi, zato ker je to za njih negativno. Ne vejo, pač ne vem, zakaj bi oni hoteli kaj več plačati tebi, če vejo, da ko bojo ljudje videli tvoj obraz pred neko firmo, si bojo prej rekli, ne
bom tega kupil. Pač jaz, če bi recimo šla v trgovino pa kupovala, kaj sem šminko, pa da bi bila tvojo faso za tisto šminko, I wouldn't buy it. Pa probably veliko tistih komentarjev tudi ne. In to so firme videli kot problem in valjda, da te nočejo plačati. Ampak nadaljujemo zdaj na malo večji problem od Denise, zato ker pač na problem, ki ga povzroči Denise. Denise, da jim gledajo tudi otroci, nekje do 13 let, tudi, a ne. Vem pač, da na otroke je najlažje vplivati in tudi Denise ima dosti veliko moč, da lahko pač na mlade dosti dobro vpliva. In Denise promovira tako obnašanje, kjer se pač žalime med sabo, kjer se pač kritiziramo za brezvezne stvari. Nobenega ne obsojam, ampak je dejstvo, da se marskomu pri teh letih še ne sveti glih najbolj, kaj je prav pa kaj je narobe. Tudi jaz sem bila v osnovni šoli žrtev tega, pa tudi malo v srednji šoli, pač otroci se zdaj bavajo med sabo, pač we all know what bullying is. In to ni fajn in res upam, da se bomo enkrat dol usedli in se tudi o tem pogovorili, ampak danes je Denise da imeli bolj pomembno. Pa najbrž nisem niti edina youtuberka, ko jo poznate, da je bila žrtev tega. Tudi to je nekaj za razmisliti. Tega je ogromen zunaj. In če smo že mi to doživeli, predstavljajte si, koliko je dejansko v svetu tega bullyinga. In to, da nekdo pač to promovira, je res narobe. Jaz sem v glavnem celo osnovno šolo pač pretrpela te komentarje, da jaz se ne znam oblačiti, jaz sem grda, jaz si ne znam make-upa delati, jaz ne znam jaz ne znam tisto, pač ja, I've heard it all before, tako da vsi hejterji, ko boste karkoli tule spodaj pisali, ne morate si nič originalnega več smisliti, res, try all you want, ne morate me prizadeti. Jaz se še danes oblačim, kot da se je pač omara pobruhala na mene. I know that. Jaz trenutno živim v moji Adidas trenerki. To je ful bolelo, jaz ful nisem gibčna. V glavnem, pa ne zaradi tega, ker bi mi bila dejansko tako všeč, ampak zaradi tega, ker sem dala za njo 50 € in jo mora nekaj znositi, da bo pač vredna 50 €. Drugače sem jo kupila za cosplay, tako da don't judge me, cosplay is important. Denise bi rada povedala tudi to, fashion forward niso tisti ljudje, ko pač se spoznajo na trende in sledijo trendom. Fashion forward so tisti ljudje, ko pač delajo nove trende in si upajo nositi v javnost to, kar hočejo in imajo zraven samozavest. Zato, ker niso oblačila trending, ampak je confidence trending. Problem je v tem, da vsi mislimo, da moramo biti vsi enaki. In realnost je, da nismo. Nekateremu je všeč, kaj jaz vem, Nike namest Adidas, nekomu je všeč BMW namest Renault. Nekdo ima raje Windowse, jaz imam pa pač raje Apple. In moja najljubša barva je rdeča, tvoja je mogoče vijolična. So what? Jaz imam raje mačke, ti imaš raje pse. So what? Zaradi takih butastih, površinskih stvari se pač res ne bi smeli kritizirati med sabo, pa imeti neke full vojne in ne vem kaj vse. Tudi jaz imam prijatelje, ko so pač PC fanatiki in se kregamo, valjda, ampak na koncu se pač strinjamo, da se ne strinjamo in pač nadaljujemo s svojim življenjem. Jaz še naprej uporabljam Mac, moj friend pa še vedno uporablja Windowse. Sicer je to skrajno narobe, ampak to je bila šala. V glavnem, vedno je pomembno, da pač ostanemo zvesti sami sebi, ker ne glede na to, koliko nasvetov jaz dobim, da moram zamenjati računalnik pa telefon, ga ne bom zamenjala, ker meni je vse to všeč in to jaz uporabljam. And I'm not gonna change that in enako velja tudi za avto in velja tudi za moje oblačila in velja tudi za moj make-up. I'm not gonna change that sam zaradi nekoga drugega. Ker recimo, jaz vem, da mogoče oblekce, ko jih nosi Denise, kaj se vem, mogoče bi izgledala dobro na meni. Ne vem, dejansko nikoli nisem probala. Ampak tudi, če bi ful dobro izgledale, se jaz verjetno ne bi udobno počutila v njih, zato ker imam z Denise zelo drugačen stil. In najverjetneje ne bi uživala v tem in ne bi izgledala confident in še vedno ta oblačila ne bi pasala na meni. Njej pašejo, zato ker je confident in dobro izgleda, pa ženska je lepa, priznam. Ja, pa by the way, Denise, glede na to, da si taka strokovnjakinja za modo. Tisti plašček je bil iz H&M-a, ne iz Zafula. Sploh še nikoli nisem kupovala v Zafulu. Sam to sem hotela reči. Vse ostalo imaš point, pač moji outfiti niso glih neki dobri. Zdaj tisti ne, ko sem imela tam. Čeprav ko sem šla na Radio 1, sem se dejansko full confident počutila, zato ker sem mogla iti na fucking radio. Sem se res, ti ne maraš glih Radio 1. About that! Pač vem, da se vidva z Audi še ne marata glih najboljš, ampak Denise, nekaj krivde je na tebi, da je ona sploh slavna.
Ker če te... Denis pa Denis. Denis. Če ne bi bilo Audiča, ko te je spravil v mainstream media, verjetno mi tebe sploh ne bi poznali. Ok, ja bi te. Realno bi te, sam ne na takem skelu, brez tistih glupih jokov za Gucci, za pokuči. I hate that shit, pač na živce mi gre. Zdaj pa še eno kratko sporočilo za Denis. Tako da, ja. To, kar si mi poslala zasebno... Ok, zdaj se moram čisto zresti. To, kar si mi poslala zasebno prek Instagrama na nov let, me je pustilo prepričanje, da res ful nisi primeren za influencerko. Midve vema, kaj je bilo. Ne bom javno govorila potem, kaj je bilo, zato ker pač nisem tak človek, ko bi zdaj neki ful spilala ti. Ampak vsaj nekaj časa še ne boš pripravljena, da bi lahko na kakršenkoli način vplivala na mlade ljudi in pač upam, da se zavedaš, da te nekateri res imajo za vzor in da si jim njihova vzornica, ne samo, da si jim všeč in me je zelo strah, da bi marsikdo hotel biti tako ti. Ker lej, zamisli se, pač vplivaš na res veliko ljudi. Ne vem, na YouTubeu imaš 20,000 naročnikov, na Instagramu imaš, kaj jaz vem, fucking 35,000 followerjev, pojma nimam. To ne predstavlja denarja. To ni navadna številka. To so ljudje. To so pač posamezniki, ki te spremljajo in živijo svoj life. Pač to so ljudje s svojimi možgani in svojim life. In dejansko nekateri ljudje ne morejo imeti tega, kar imaš ti in ne morejo biti taki, ko si ti. Pač poznam še veliko preveč brezposelnih. Pač obsojaš brezposelne ljudi, da so leni. Študente obsojaš, ker imajo bone. Pač, kaj bi se ti počutila na njihovem mestu, res. Narava te je obdarila z lepoto. Res znaš biti lepa ženska, to jaz priznam. By the way, I'm bi. Ok, zdaj nisi več tako naravna, ampak se veš, kaj mislim. Jaz imam za tebe še vedno upanje, zato ker je problem bolj mentalen, pa pač to se da popraviti. Pač zaradi tega te ne bom obsojala, pač nosta, kar je te všeč, zgledi to, kako je te všeč. I don't care about that shit. Ampak kaj, če ne bi bila lepa? Če se ne bi mogla ukvarjati s tem, s čimer se? Ne bi mogla biti model? Če si ne bi mogla privoščiti niti poštenega kosila, kaj šele botox? Da o raznih Gucci izdelkih sploh ne bi mogla niti razmišljati? Mogoče nima smisla, da se sploh ukvarjam s tem, zato ker boš itak naredila nek response video in mi boš skritizirala mojo frizuro in boš skritizirala moja debela lica, I know that. Pač Denis, žal mi je, ni vse v izgledu. To, kar je tu not, pa to, kar je tu not, zna biti marsikdaj veliko bolj pomembno. Še posebej, ko pride do tega, da vplivaš na ljudi, na mlade. Zdaj bi pa rada dala še eno sporočilo vsem ostalim influencerjem. Pač tisti, ko si želite mogoče v prihodnosti biti influencerji. Številke sledilcev, všečkov pa komentarjev, pač to ni denar, to ni sreča, s tem si ne moreš nič kupiti. Te številke so odgovornost. Itak se sliši fajn, da imaš wow, na tisoče naročnikov in sledilcev in ne vem kaj vse. Of course it sounds great. Ampak to je vedno več ljudi. Posameznikov, šolarjev, dijakov, študentov, brezposelnih s službo, v razmerjih ali pa ne. Srečnih ali pa ne. Nekateri trpijo tudi za raznoraznimi boleznimi, posebej na kakšne mentalne težave znamo mi influencerji ful bolj vplivati, kot pa na karkoli drugega. Sej vem, da pač internet nikoli ne bo imel neke zdrave skupnosti, pač to je dejstvo, vedno se bojo najdli neki bolaneži, ko bojo nosečnici komentirali, da upajo, da ji otrok umre. Človeku pač rečejo, da je grozen, zaradi tega, ker je malo drugačen in ga žalijo. In pa, ne vem, ko se smejijo ob žalosti nekoga drugega. Še veliko preveč primerov totalno bolanih komentarjev dobivam jaz na svoj kanal. Takšnih in drugačnih. Mogoče kdaj videjo tudi o tem, če bo pač dosti predlogov. Ampak ja, influencerji sami lahko vplivamo na obnašanje mladih. Če se pač dajmo vsem vedeti, da je negativno tretiranje ljudi narobe in dajmo malo več govoriti o tem, da pač to ni prav. In najdražji sledilci, če ste kogarkoli v šoli, v službi, doma, kjerkoli, na kakršenkoli način užalili, skritizirali, karkoli, kadarkoli, dajte se mu opravičiti. Ker se vem, da opravičiti se je težko. I've been there, done that, ampak je treba to narediti. Pazite, da ne boste tako Denisa, ne. Pa ne obsojate ljudi, če ne poznate njihove zgodbe. Pa sporočilo za vse skupaj, za influencerje, za followerje, za Denis, imejmo se radi. Svet je sam po sebi že dosti negativen pa nepravičen, dajmo vsaj mi širiti neko pozitivo. To ni težko.
Jaz vas imam res vse rada, čisto vsakega od vas, vsakega, ko zdaj gleda tole, tudi tisto, ko jo že skrbijo prsti, da mi napiše, da sem kurba nekomunistična, mladoletna, whatever. Ja, pa tudi Denis, v glavnem, radi se imejte, pa veliko se smejte. Čau. The night.